Spoštovani gospod župnik Janez, dragi bratje duhovniki, dragi ministrantje, pevci, godbeniki, pritrkovalci in drugi bogoslužni sodelavci, sestre redovnice, drage narodne noše, dragi bratje in sestre romarje. S to svetodaritvijo zaključujemo šmarne maše, v katerih ste se zbirali tukaj na Dobrovi, od Velikega Šmarna pa do sedaj nedeljo po Malem Šmarnu. In kot je gospod župnik povedal na začetku, prihajamo k Mariji. Ne zaradi tega, ker bi bila Marija cilj naših romanj, ampak zato, da bi skupaj z Marijo romali k Jezusu Kristusu, njenemu sinu, našemu bratu in našemu odrešeniku. Da bi nas ona naučila, na kakšen način naj bomo romarji za gospodom Jezusom skozi življenje, da bomo prišli do tiste izpolnitve, ki jo je danes mimogrede omenil apostolom v evangeliju, pa je nismo slišali. Do vstajenja, do življenja, do večnosti. Globoko v srcu vsakega izmed nas je ta izpolnitev. Tukaj smo zato, da bi se ob Mariji učili hoditi tako, da pridemo do tega cilja. Po Božji dobroti in z Božjo pomočjo. In zato naj danes najprej iz vseh nas pride prošnja Gospodu Bogu, ki jo je na nek način povedal prerok Izaija v prvem berilu, kjer pravi: Gospod Bog mi je odprl uho. Naj Gospod tudi nam odpre ušesa, da bomo v resnici začeli poslušati in slišati, kaj nam govori Gospod Bog na toliko različnih načinov v našem življenju. Lepa misel pravi, da takrat, kadar govorimo, pripovedujemo samo to, kar že vemo, kar že poznamo. Ko pa poslušamo, se pa bogatimo. Ker slišimo stvari, ki jih še ne vemo in nam povedo nekaj novega. Zato naj Gospod danes na poseben način odpre naše uho, predvsem za zgled naše nebeške Matere Marije. V evangeljskem odlomku namreč Jezus mimogrede pove, kdo je njegov učenec. Biti njegov učenec ne pomeni najprej veliko vedeti o Jezusu. Morda zelo pobožno moliti. In še toliko drugega. Biti njegov učenec pomeni hoditi za njim. Hoditi za njim. In to je odločitev vsakega posebej. Jezus izrecno reče: če hoče kdo hoditi za menoj. Vsakemu je odprta pot, za vsakega je odprta možnost. Odločiti se, a boš hodil za njim ali ne boš hodil za njim, je pa na tebi. Bog te ne bo prisilil, da si Jezusov učenec. Bog te ne bo silo prignal na pot za njim. To mora biti moja odločitev, moja izbira v življenju. In hoditi za njim, za takšnim, kakršen je. Peter, smo slišali, imel strašne težave.
hoditi za Jezusom, kakršen je. Peter bi z veseljem hodil za drugačnim Kristusom, za drugačnim Mesijem, za takšnim, kakršnega je pričakoval njegov narod, za vojskovodjem, za zmagovalcem, za nekom, ki sede na konja in vzame meč. Ne bi pa šel za nekom, ki se uleže na križ in se pusti pribiti. In hoditi za takšnim Kristusom, dragi bratje in sestre, je tudi za nas zahtevno. Zelo zahtevno. Z veseljem bi bili z gospodom Jezusom v Kani Galilejski, pa takrat hodila čudeže, ko nasiti tisoče ljudi s 5 hlebi in nekaj ribami. Takšen Jezus nam je blizu, takšen Jezus nas navdušuje. Jezus pa, ki ga obrekujejo, Jezus, ki ga zasramujejo, Jezus, ki ga preganjajo, tukaj pa ne bi bili preveč blizu takšnega gospoda, kajti obrekovanje lahko zadane tudi tebe. Preganjanje lahko zadene tudi tebe. Zasramovanje lahko zadene tudi tebe, če si blizu, če si res ob njem. In zato včasih ostajamo nekoliko proč, odmaknjeni od njega. Ampak Jezus pravi, če hočeš biti moj učenec, potem hodi za menoj. Tam, kjer hodim jaz. In zato tako zelo potrebujemo Marijo. Njen zgled. Njen tisti vedno znova izpovedano, zgodi se mi po tvoji besedi. To je, kakor je zapisano v Evangeliju, izpovedala v Nazaretu, ob angelovem oznanjenju. In od tistega trenutka naprej je začela hoditi. Hoditi za sinom Jezusom. Od tistega trenutka naprej je postajala njegova učenka in ostajala njegova učenka. In v tej hoji za njim se je učila, kako biti njegova mati. Kajti nekaj zelo drugega je bilo in zelo drugačnega držati v naročju, pestovati dojenčka v Betlehemu, v tistem angelskem petju, ob obisku modrih. In nekaj čisto drugega je bilo držati mrtvega v naročju na Kalvariji in še prej vztrajati pod njegovim križem. Pod križem, na katerem umira sin. In obakrat je mati. Obakrat je Božja mati. Obakrat je zgodi se mi po tvoji besedi. In zato, dragi bratje in sestre, danes prosimo Marijo, naj nam da najprej te odločnosti, da bomo v resnici stopili za Jezusom Kristusom. Naj nam da potrebnega poguma, da bomo hodili za takšnim, kakršen je, kakršen se nam razodeva v našem življenju, po poti, na katero vabi mene osebno. In naj nam izprosi tiste potrebne velikodušnosti, da bomo tudi mi vedno znova, pa ne bo Betlehem ali Kalvarija, izgovarjali svoj zgodi se mi po tvoji besedi.